Se soočate z demenco v družini, ne veste, kako naprej. Demenca ne prizadene le tistega, ki jo ima. Prizadene tudi vas, tiste, ki dan za dnem ostajate blizu, z ljubeznijo, ki presega utrujenost. Včasih z nasmehom, pogosto z naporom, a vedno iz srca. Spomnim se, je prostor, kjer vas slišimo, kjer razumemo vašo pot in kjer niste sami. Lepo pozdravljeni v mojem prvem videu Spomnim se. Ja, končno je dobila tudi beseda svoj obraz in to sem jaz, Elvisa. Naj se predstavim. Sem diplomirana delovna terapevtka z več kot 25-letnimi izkušnjami z delom z ljudmi. Zadnjih 13 let sem s ponosom posvetila delu z osebami z demenco in njihovimi svojci. Česa sem se v teh letih naučila? Naučila sem se, da pravzaprav niso samo osebe z demenco tiste, ki potrebujejo pomoč. Da ste vi svojci, tisti, ki potrebujete poleg informacij še podporo. Saj veste, pred vami je nekdo, vaša mama, ki je bila nekoč steber hiše. Vaša babica, ki je pekla najboljši kruh. In vaš oče, ki je zrihtal vse po stanovanju. In sedaj vam polzi iz rok. V resnici ne polzi kot oseba. Polzi njihova notranjost, ker ne moremo priti v njihove možgane in ne vemo, kaj se dogaja v njih. Drugačni so. In vi ste v stiski. Kaj pravzaprav lahko naredite, če oseba z demenco kriči, če tava ponoči, če vas obsoja, da ste jo ukradli nekaj, čeprav v resnici veste, da tega sploh ni imela? Kaj narediti, ko ne zna več prijeti za žlico? Kaj narediti, ko pride čas, da mora oseba z demenco v dom? Tukaj se pojavljajo občutki krivde, tukaj se pojavlja stiska. In zato je nastala Spomnim se. Tukaj boste dobili odgovore na vaša vprašanja, dobili boste podporo. Tukaj je varen prostor, kjer bomo o demenci govorili na glas. Jaz lahko trdim, da je skrb za osebo z demenco ena najtežje oblik skrbi. Zakaj? Nekdo, ki ima amputirano nogo, točno vemo, da ne more stopiti na tisto nogo. Oseba z demenco je pa lahko spremenjena in mi ne vemo, kaj se dogaja v njihovi glavi. Zato je poleg fizičnega napora tukaj še močen psihični napor. In žal je še vedno demenca stigmatizirana. Saj vemo, če imamo svojca, ki se zdravi na travmatološki kliniki, to povemo in povemo to na glas. Če pa imamo osebo z demenco, ki se zdravi v psihiatrični bolnišnici Begunje, no, o tem pa ne govorimo fejst na glas, a ne? To je že malo težje. Strah nas je. Strah nas je okolice. Kaj si bojo drugi mislili? Strah nas je, ali bomo mogoče tudi mi zboleli za demenco. A je to dedno? Veliko vprašajev in veliko zakajev. In zato bo Spomnim se prostor, kjer bomo pomagali en drugemu. Vi pa bodite pogumni. Povejte močno na glas. Vsa svoja vprašanja napišite v komentarje. Lahko napišete tudi zasebno. Spremljajte me na Facebook in Instagram strani Spomnim se, celostna podpora pri demenci. Tam bom tedensko poročala o vseh stvareh, ki se tičejo demence, o znanstvenih dokazih, o praktičnih primerih in odgovarjala na vaša vprašanja. In za konec. Spomnim se za tiste, ki so pozabili. In spomnim se tudi na vas, ki ne morete pozabiti.